Dober dan, to je N1 studio. Kot vidite, smo danes na terenu ob gradbišču za tretjo razvojno os, za koroško življenjsko pomembno cestno povezavo, ki jo čakajo že leta. A tudi pod to vlado se roki za gradnjo zamikajo. Župani so razočarani, Korošci še bolj. Nova časovnica naj bi bila znana šele prihodnji mesec. No, v koroški SDS pa so danes tu v gradbišču organizirali tudi protestni shod. Pravijo, da vlada Roberta Goloba pozablja na Koroško in njene prebivalce. Z mano sta zdaj dva poslanca z Koroške, in sicer iz opozicijske SDS, gospa Alenka Helbl, dober dan. In iz koalicijske SD, Jani Prednik, sicer tudi vodja poslanske skupine. Dober dan. Pa če začneva midva, gospa Helbl, v bistvu tu se je vse začelo, tu je bila zasejena prva lopata, tu je bila dana napoved predsednika uprave Darsa, Valentina Hajdinjaka, da bo celoten odsek hitre ceste Šentrupert-Slovenj Gradec zgrajen do konca leta 2027. Zakaj ta današnji protest, ki ste ga organizirali, zakaj pravite, da je vlada na Koroško pozabila, kaj jo očitate? Torej, lep pozdrav vsem gledalcem z Koroške, z gradbišča Jenina, kjer se tudi dela, edini odsek, kjer se dela. Torej, zakaj odločitev za ta shod? Recimo temu bo shod kot protest. Shod pa zato, da se sliši glas Korošcev tudi do Ljubljane in da povemo jasno in glasno, da cesto zahtevamo do leta 2027. Namreč teh zamikov smo vseh teh kar nekaj desetletjih že toliko vajeni in izkušnje kažejo, da se potem še dlje zamakne in da verjetno v tem desetletju potem tudi ne bomo dobili cest. Ampak vladi očitate, da pozablja na Koroško. Zakaj točno krivite to vlado, ki je v bistvu posle prevzela lani 1. junija? Ja, poglejte, pod to vlado so se zdaj začeli zamiki, ki so bili gradnje, torej začetki in resnično pospeški te gradnje so bili ravno v času naše vlade, torej v času vlade Janeza Janše. In to, kar zdaj vidimo, je v bistvu narejeno že kar nekaj časa. Vemo, da so mnoge stvari se pač naredijo tako, da se ne vidi na veliko, ampak bojazen, da so ti zamiki zdaj pač imajo neko drugo ozadje in da se bo zgodilo še dlje trajajoče obdobje, ko ceste ne bo zaključene, kajti čaka nas potem še en velik del do Dravograda in do Prevalj in naprej vse do meje z Avstrijo. Ja, ampak o tem v bistvu se v resnici v tem trenutku sploh še ne pogovarjamo v državi. Ja. Gospod Prednik, vi pa pravite, namesto na protestni shod pojdite k predsedniku uprave Darsa, Valentinu Hajdinjaku, tudi vi greste k njemu, čeprav vem, na pristojno ministrico Alenko Bratušek ste že naslovili tudi poslansko vprašanje, da pojasni, zakaj zdaj ta zadnji zamik. Ali ste že dobili kaj pojasnil in kako odgovarjate gospe Helbl in stranki SDS, ki pravi, da vlada na Koroško pozablja? Pozdravljeni na Koroškem tudi iz moje strani. Zdaj kriviti eno ali drugo vlado je seveda ali nepoznavanje ali pa nabiranje političnih točk. Dejstvo je, da če gremo na to strogo politiko, lahko rečemo, da v bistvu je uprava Darsa iz vlade Janeza Janše. To pomeni, da mi nismo menjali uprave Darsa, ki seveda vodi vse te postopke. Ministrstvo načeloma po tem, ko smo mi sprejeli poroštveni zakon v parlamentu in pozor, stranka SDS tega poroštvenega zakona takrat ni podprla. To je pomemben podatek. Zato, ker to postavlja seveda stranko SDS in njeno verodostojnost glede vseh shodov okoli tretje razvojne osi, seveda na, bom rekel, nek nelegitimen prostor, ampak da se vrnem na ministrstvo oziroma na Dars. Dars je tisti, ki vodi vse te postopke. Ministrstvo je v vladi Marjana Šarca pripravilo zakon o poroštvu, ki smo ga potem brez glasov SDS-u tudi sprejeli. Res je, da Dars na nek način pojasnjuje, zakaj se časovnica zamika, pa tudi ta zamik, vse po prvih informacijah, ni tak, da bi bilo potrebno delati bum iz tega. To bomo videli šele čez en mesec, kar ste tudi sami ugotovili, ko bo Dars in ministrica, ko bodo prišli z nekimi, jaz predvidevam, z nekimi konkretnimi roki oziroma z nekimi konkretnimi zamiki. Ko bodo ti zamiki konkretno znani, pa seveda bomo potem vsi, tako Dars, ministrstvo, kot tudi vsi poslanci, verjamem, vsi trije poslanci, ki prihajamo z Koroške, zavzeli neko enotno stališče in potem sprejeli ukrepe za naprej. Dars je tudi v pogovorih, ki jih imam s predsednikom uprave, gospodom Hajdinjakom, navrgel, bom rekel, neke zadeve, zakaj se to zamika. To je do pridobivanja gradbenih dovoljenj, to so tudi na vse zadnje
razlastitve oziroma dolgi postopki razlastitev. Moramo se zavedati, da le živimo v srednji Evropi, kjer te razlastitve potekajo nekoliko dlje kot v nekih drugih državah in seveda so to zakonsko določeni roki in na to nimam vpliv ne jaz, ne gospod poslanka, ne opozicija, ne koalicija, ne Dars in ne ministrstvo. Ampak a ste vi dobili kakšna dodatna pojasnila že od pristojnega ministrstva? Naslovili ste na ministrico poslansko vprašanje. A zdaj že veste kaj več kot takrat, ko je postalo znano, da bodo zdaj ti spet novi zamiki? Jaz sem prvo poslansko vprašanje naslovil na takratnega infrastrukturnega ministra gospoda Kumra že meseca novembra, ko nihče. Ampak on je vam takrat rekel, se opravičujem, da ni nobenih razlogov za kakršnekoli zamike. To sem jaz postavil. Tako je. Ne, imam tudi jaz pisno vprašanje, ga lahko tudi predam novinarju, da ga boste potem objavili. Takrat se tudi on ni znal opredeliti še do teh zamikov. Pred tednom dni sem poslal enako vprašanje tudi ministrici Bratuškovi, ki še ni odgovorila, ker ima tudi ona po poslovniku možnost 30 dni. Bomo pa imeli naslednji teden odbor za infrastrukturo. Sem zadovoljen, da je SDS sklical ta odbor, ne samo zaradi tega, da SDS predstavi nek boj proti vladi, ampak tudi, da vlada predstavi konkretne zadeve in da ne bo slišana samo ena stran, ampak v bistvu obe. Gospa Helbl, kaj pravite na to in če lahko tudi odgovorite, zakaj SDS takrat zakona o poroštvu ni podprla, mislim, da je bil to december 2019? To seveda, kar je kolega povedal, popolnoma ne drži. Bila sta proti samo 2 poslanca SDS-a. Ostali ste bili pa vzdržani. Tako, dva sta glasovala za. Od 26 poslancev to pomeni, da poslanska skupina to pomeni, zakaj? Jaz takrat sicer še nisem bila poslanka, sem bila pa vpletena v to in tudi razvoj Koroške. Je bilo veliko razprave. Največji dvom je bil takrat in izjemno dvomljivo je bilo, da je bil ta poroštveni zakon pripravljen torej tako za 3. razvojno os, kot za 2. tir. In to je bilo veliko vprašanje, takrat bi se morali, če bi bilo ločeno, 3. razvojna os v stranki Slovenske demokratske stranke in vladi Janeza Janša nikoli ni bila pod vprašanjem. Celo prednostno, in to imamo tudi zapisano v nacionalnem programu razvoja cestnih programov v Republiki Sloveniji do leta 2030 in tam lepo piše 3. razvojna os, konec 2027. Pa še nekaj bi povedala, torej sklicali smo v poslanski skupini to izredno sejo odbora za infrastrukturo prav s tem namenom. Tam pričakujemo, da bodo vsi deležniki, tudi Korošci, ker bodo povabljeni, prišli, povedali svoje in kot pravi kolega Prednik, bomo skupaj stopili in ne vidim razloga, da se mogoče Korošci tukaj zberemo, povemo svoje mnenje, zahtevamo, pa morda tudi kot glas ljudstva Koroške damo jasen signal, da se ne strinjamo z nekimi delovnimi skupinami, s preverjanjem vsega in metanjem krivde na enega ali drugega. Cesta 3. razvojna os sever mora biti na Koroškem čim prej in zato bo treba pohitriti vse postopke. Sočasno imamo pa tudi problem v Beli krajini, če gledamo državo v celoti. Zdaj to valitev krivde na eno ali drugo urado, v bistvu to dela SDS, to ne dela nihče drug, ampak še enkrat bom povedal fakt, dejstvo, ki se je zgodilo. Zakon o poroštvu je zakon, brez katerega se to, kar se je zgradilo, ne bi niti začel graditi. In SDS je takrat samo z 2 poslancema, ki sta glasovala za podprta zakon od 26. To pomeni 24 poslancev ni glasovalo za zakon. Ampak glejte, gospod Prednik, v času Janševe vlade pa vaša poslanska skupina SD ni podprla zakona o 392 milijonskem poroštvu za Dars, tudi za 3. razvojno os, po besedah takratnega državnega sekretarja gospoda Mihaliča. Če vam gre res vsem za isto stvar, da bo cesta čim prej zgrajena, zakaj potem ne podpirate tovrstnih predlogov, ko pride do glasovanj? Potem je pa spet tista klasična koalicija opozicija. Vas osebno, to je bil 6.4.2022, ja. Na tem glasovanju ni bilo SD poslancev, ni bilo, edina, ki je pritisnila kvorum, je bila poslanka Meira Hot, ki pa je bila vzdržana. Drži, mene na tem glasovanju ni bilo, zato ker, če se me spominja Varas, sem imel zdravstvene težave takrat. Kaj pa ostali poslanci SD, nikogar ni bilo razen gospe Hot? Iskreno na to ne znam odgovoriti, zakaj takrat poroštvenega zakona SDS, ampak to govorite za spodnji del med Šentrupertom in Velenjem. Bil je, tako bom kar prebral, Zakon o poroštvu Republike Slovenije za obveznosti družbe Dars, d.d. iz naslova kreditov in dolžniških vrednostnih papirjev, najetih oziroma izdanih za financiranje avtocestnih projektov v višini do 392 milijonov evrov. In po takratnih pojasnilih je šlo za vse, tudi za 3. razvojno os. Ne, konkretno za 3. razvojno os potem verjetno tu ni šlo, ampak je šlo za vse.
Aha, ker tudi komunikacija poslanske skupine SD je takrat bila, da ne nasprotujete, ker je tretja razvojna os tako pomemben projekt, imeli pa ste druge pomisleke glede širitve avtocestnega obroča okoli Ljubljane in tako naprej. Kaj pravite na to, gospa Helbl? Ja, jaz mislim, da res, če je bilo toliko krat že rečeno, da nehamo metati krivdo enega na drugega, in jaz mislim, da je prav sklic tega shoda in ta shod je bil sklican na pobudo mnogih Korošcev, mnogih tudi podjetnikov, gospodarstvenikov, ki najbolj občutijo konkretno pač to težavo, torej to dostopnost, to povezavo z ostalim delom Slovenije, pa tudi navsezadnje z ostalim delom Evrope. In če je en tak shod, miroljuben shod, da damo jasen signal, da se nehajmo hecati s temi močnimi in nujno potrebnimi projekti za neko obrobno regijo na severu države, da tukaj metanje krivde enega na drugega ne bi šlo, ne bi smelo biti. Težava so torej v bistvu, kar že vemo, leta, gradbena dovoljenja, dolgotrajni postopki, to stanje, kot rečeno, se vleče leta. Kaj bo tu naredila koalicija, gospod Prednik, glasove imate več kot dovolj? Boste poenostavili umeščanje denimo strateških projektov, kot je denimo tretja razvojna os v prostor? Zdaj, kar se tiče mene, bi to, ne glede na to, kdo je na oblasti, bi te postopke morali poenostaviti, ker ne samo tretja razvojna os, vidimo tudi drugi tiri in vse ostale velike projekte v bistvu blokirajo na nek način neke mikroideje po zaustavitvi projektov in jaz mislim, da za neko razvito državo bi morali vse v tem delu zakonodajo posodobiti. Pa bo koalicija ima v načrtu tak zakon, kaj takega, da se poenostavijo ti postopki? V koalicijski pogodbi je nekaj navedeno, ne vemo pa še, ali se kaj pripravlja na tem področju. Jaz upam, da resorni ministri, ki morajo pripraviti to zakonodajo, to pripravljajo oziroma jo bodo pripravili. Gospa Helbl, boste v opoziciji podprli takšen zakon ali boste pripravljali potem svojega? Kaj boste storili? Mi smo že zdavnaj povedali, da dobri predlogi in tudi v tem mandatu je bilo jasno videti, da smo kar nekaj dobrih predlogov zakonov podprli, torej zakonov koalicije, in da zagotovo, ko vidimo, da je nekaj dobro za vse državljane, da to ne bo problem. In še nekaj, jaz kot koroška poslanka, tudi če bi bilo mnenje recimo v poslanski skupini, ne vem, tudi glede tega, ampak ni tretje razvojne osi drugačno, bi glasovala za Koroško. Torej bi glasovali drugače kot poslanska skupina SDS? Ja, to se mi vedno dogovorimo in tudi povemo svoje mnenje. Če zdaj v bistvu to debato nekoliko razširimo, vladi medtem pada podpora, pomlad se začenja s selitvijo Magnine lakirnice v Avstrijo, to je vaš resor, gospod Prednik, tam je minister gospod Han. Tole danes je bil v bistvu že tretji protest ta teden, dva v Ljubljani, eden tu na Koroškem, pri vseh je v bistvu podpis vaše stranke SDS, gospa Helbl in somišljenikov. Vaš predsednik Janez Janša tvita fotografije s protestov iz časa JBTZ skupaj s fotografijami tokratnega protesta upokojencev in piše o pomladi 2. Ali torej vi v SDS-u želite Golobovo vlado zrušiti s protesti? To je enostavno, so to protesti proti neučinkovitosti in prepočasnem odzivanju na vse težave, ki jih občutijo državljani Slovenije. Zdaj, če to pomeni tudi zamenjavo vlade, pa naj to pomeni tudi to. Ker v bistvu nekako ste učitali prejšnji opoziciji, zdajšnji koaliciji, da je v bistvu prejšnjo vlado rušila in zrušila s protesti, ne? Ja. Vi pa greste zdaj po podobni poti. Vse protesti so legitimna stvar vsakršnega organizacije, posameznikov, državljanov, če se z nečim ne strinjam. To je tudi del demokracije. Gospod Prednik, zakaj po vaše najprej to padanje zaupanja v vlado, kot da se je že malo upehala, ali po vaše premier Golob dovolj spodbuja to koalicijo in kaj pravite na poteze desnice, ki vas očitno želi spodnesti s protesti? Zdaj, moj komentar glede na padanje podpore, oziroma da je prvič šla pod 50%, je lahko samo en in to je, da je podpora še vedno visoka glede na vse težave, ki so se v državi nakopičile. Ker vidite trenutno vlado za vse težave, ki so, pa je seveda verjetno nepošteno do trenutne vlade, pa to ne želim povedati, da je morda bivša vlada, ki je bila 2 leti na oblasti, tu krivim vse pretekle vlade v zadnjih 10 letih. Ampak trend je pa jasen, ne? Zaenkrat se zdi, da vladi podpora pada. Zaenkrat vladi podpora pada, ampak tudi to ni nič drastičnega. Torej premier po vaše počne dovolj za to, da spodbuja vladno ekipo, da jo motivira, da jo nekako poganja naprej vse skupaj? Zaenkrat smo mi tudi kot vladna koalicija imeli več vrhov koalicije, kjer smo se dogovorili za določene reforme.
Te določene, te reforme so sedaj seveda v teku, resorni ministri pripravljajo tudi zakonodajo na tem področju in jaz pričakujem, da bo tudi opozicija, ki se ima za konstruktivno pri teh reformah pomagala. Ja, niste mi sicer odgovorili na vprašanje glede premijeja. Kaj pa pravite na te proteste, zdaj, ki se množijo, kot pravim, ta danes, tu je bil že tretji ta teden s podpisom stranke SDS. Kako to razumete? Poglejte, jaz tu lahko samo rečem, da so vsi protesti legitimni, ne glede na to, ali jih organizira civilna družba ali pa v tem primeru SDS. Torej, kaj pričakujete zdaj, da se bo dogajalo še naprej? Pričakujem, da bo opozicija preko protestov pritiskala na vlado. Gospa Helbl? Če bojo takšni in podobni pritiski prinesli hitrejše in učinkovitejše delovanje te vlade na vse odzive, na vse težave državljanov, bomo s tem nadaljevali. Bomo vedeli, kaj se bo zgodilo, kaj se bo dogajalo. Tako. Tudi tu, ko smo tu, v tem trenutku slišimo ropot, torej delajo delavci, bomo videli, koliko časa bo tu na Koroškem to trajalo. Želimo si pa vsi skupaj, tudi tisti, ki nismo s Koroške, te ceste čim prej. Spoštovana gosta, gospod Jani Prednik, gospa Alenka Helbl, najlepša hvala, da ste prišla sem v N1 studio na terenu. Hvala za obisk na Koroškem. Hvala pa tudi vam za vašo pozornost. Seveda bomo tudi na N1 dela na tretji razvojni osi spremljali še naprej, zato bodite z nami na n1info.si, tu z gradbišča pa le še lep pozdrav in nasvidenje.